Aktualna vlada Janeza Janše se je v času svojega mandata zelo trudila, da bi zmanjšala ali celo razvrednotila izjemno vlogo, ki jo je imela naša narodno-osvobodilna borba ne le za osvoboditev Slovenije, temveč tudi skupno borbo z zavezniki proti nacifašizmu. Žal so tako stališče uveljavljali njeni najvišji predstavniki ne le v Sloveniji, temveč tudi v tujini. Poleg tega pa tudi v predlogih zakonov, ki jih je želela uveljaviti. To velja posebej za tako imenovane vojne zakone, za zakon o žrtvah vojnega nasilja in zakon o vojnih grobiščih. Poslanska skupina Socialnih demokratov se je takim poskusom odločno uprla. Nasprotovala je rešitvam, ki bi vrednostno izenačile vlogo in položaj partizanskega odpora na eni strani in kolaboracije z okupatorji na drugi strani. Enako ni pristala na predlog, da bi lahko bile kot žrtve vojnega nasilja priznane tudi osebe, ki so prostovoljno sodelovale z okupatorji. Soglašali pa smo, da v zakonu posebej ne kaže razlikovati pravic otrok glede na status njihovih staršev. Bili smo edina stranka, ki smo pripravili tudi konkretne rešitve, ki bi lahko bile konsenzualno sprejete, če posebej Nova Slovenija in demokrati potvarjanje zgodovine in obnavljanje medvojnih delitev ne bi štele kot bolj pomembno nalogo namesto sodelovanja za skupno dobro in napredek. Eno so torej lepe besede vlade in koalicije, drugo pa njihova ravnanja.